Ženska brez toalete je kakor ptica brez perja, smešna, zmrzla in neumna. Bedasto je zahtevati, naj se ženska ne kiti in ne lepotiči. Ženska brez lepote, svoje ali vsaj za možev denar drago nakupljene, sploh ni ženska. Lepota je ženski poklic, namen, pamet in moč. Lahkotne modrosti iz liberalnega slovenskega naroda o vlogi in odnosu med moškim in žensko iz leta 1921 so izjemna ilustracija trdnih koordinat, ki jih je ženskemu spolu in še posebej ženskemu telesu izrisoval čas po koncu Prve svetovne vojne, za katerega sicer velja, da je postopno rahljal patriarhalne odnose med spoloma. Kako daleč je bilo v tistem času pravzaprav do ženske enakopravnosti in enakovrednosti v družbi, govori politična izključenost ženskega spola iz javnega političnega življenja in družbeno predpisana vloga ženske za materinstvo, medtem ko se je družbeni nadzor nad ženskim telesom najgloblje odslikaval v odnosu do abortusa. V času prve jugoslovanske države, katerega del je bil tudi slovenski prostor, med svetovnima vojnama je bil abortus kazniv in socialno nesprejemljiv. Jugoslovanski kazenski zakonik iz leta 1929 je v svojem 170. in 173. členu določal zaporno kazen do 3 let za žensko, ki bi umetno prekinila nosečnost, in zaporno kazen do 5 let za osebo, ki bi abortus opravila. Obenem je kazenski zakonik prinašal pomembno novost v primerjavi s predhodno zakonodajo, saj je uvedel medicinsko indikacijo, kar je bil prvi korak legalizaciji abortusa. Kot kažejo kazenski spisi, pa so posamezni zdravniki zdravniško indikacijo upoštevali že prej. Spričo padanja natalitete in v tesni navezavi na katoliške vrednote je konec 30. let prejšnjega stoletja v Slovenski ljudski stranki, kot tedaj najvplivnejši in največji slovenski politični stranki, potekala izjemna politizacija nizke rodnosti. Ban Dravske banovine Marko Natlačen in član omenjene stranke je sredi februarja 1940 v Banskem svetu prebral poročilo o gibanju prebivalstva na Slovenskem. Porazno poročilo, kot se je izrazil komentator Slovenca in nadaljeval, da se slovenskemu narodu ni treba bati tujih osvajalcev, ker se bo iztrebil sam. Ban Dravske banovine je zaključil z ugotovitvijo, da je abortus bela kuga, tisti, ki so ga izvajali, pa morilci in najostudnejši škodljivci naroda. Sredi 30. let 20. stoletja se je tudi med jugoslovanskimi slovenskimi zdravniki utrdila zavest o nujnosti prilagoditve stroge zakonodaje novim družbenim razmeram, o čemer govori podatek, da je Jugoslovansko zdravniško društvo v tistem času podprlo legalizacijo splava. Temu je javno opazno nasprotoval ljubljanski zdravnik Matej Justin, ki se je prišteval med katoliške zdravnike in je zapisal takole v Slovencu. Umor je umor, pa naj bo to umor odraščenega človeka ali splav nerojenega otroka. Življenje slovenskih žensk v rodni dobi, ki so se soočale z neželenimi nosečnostmi, pa je medtem teklo v podtalju in po svoje. To prepričljivo kažejo tudi kazenski spisi okrožnega sodišča v Mariboru, ki so med svetovnima vojnama obravnavali kaznivo dejanje abortusa. Iz njih je med drugim razvidno, da je bila policijska prijava zaradi nedovoljenega abortusa pogosto priročno sredstvo za maščevanje in obračunavanje, ne le med intimnimi partnerji, ampak tudi med znanci, sosedi, bližnjimi sorodniki, daljnimi sorodniki in tako naprej. Za 39-letnega zobozdravnika Antona Levca so se pričele težave, ko je konec junija 37 po nekajurnem hiranju na kavču v njegovi ordinaciji in v domači postelji naposled v sanatoriju znanega mariborskega ginekologa Benjamina Ipavca zaradi sepse umrla 27-letna tovarniška delavka. Levec je tkavki Hutarjeve tovarne napravil splav. Ker mlade soproge, ki je dom zapustila okrog 13. ure, rekoč, da gre k zobozdravniku, še pozno popoldne ni bilo nazaj, se je k zobozdravniku odpravil tudi njen mož, tkalec v Tomovi tekstilni tovarni. Ko je poravnal račun za opravljeno storitev, zobozdravnik mu je glede na neugoden socialni položaj zakoncev računal polovično ceno, se je delavec posvetil obnemogli in prestrašeni ženi, ki ga je s sklenjenimi rokami prosila, naj nikomur ne pove, da je želela odpraviti nosečnost, za kar tudi sam ni vedel.
Tudi Levec je delavcu pred odhodom iz ordinacije ostro zabičal, naj v primeru zapletov ne kliče nikogar razen njega. Soprog je vidno oslabelo ženo domov odpeljal s pomočjo izvožčka, saj ni mogla več hoditi. Doma jo je čakal 18-mesečni sin. Kako to, da se je Levec kot zobozdravnik oprijel zdravniške službe, prakse? Na mariborskem sodišču je pojasnil, da je imel veliko kirurške in porodniške prakse, saj je študiral medicino v Krakovu in Zagrebu in nato bil zdravnik v Nišu, Ljubljani, Planini pri Sevnici in na Jesenicah. Šele leta 1932 se je naselil v Mariboru in pričel zobozdravniško prakso. Tkavko Hutarjeve tovarne je sprejel v obravnavo, ker je bila znanka njegove matere. No, zdravstveno stanje mlade delavke se je po posegu ponoči močno poslabšalo, vendar njen soprog ni uspel priklicati zobozdravnika. Naslednji dan se je Levec vendarle oglasil na njunem domu v bližnji Krčevini, a po pregledu ni bil zaskrbljen. Tkavka je umrla v sanatoriju Benjamina Ipavca, kamor je bila pripeljana po nenehnem padanju njenega zdravstvenega stanja. Levca je tedaj zajela panika, ter je užaloščenemu vdovcu ponujal plačilo pogreba in izplačilo izdatne podkupnine v zameno za molk. Medtem ko ginekolog Ipavec, ki je bil tudi sam leta 1929 osumljen izvajanja abortusov, ni želel sprva ničesar vedeti o primeru smrti tovarniške delavke, se je v nadaljevanju zaslišanja po soočanju s pričami vendarle spomnil izjave pacientke pred smrtjo, da ji je namreč Levec izvedel splav. Zdelo se je, da je vzporedna kariera zobozdravnika zapečatena, ko je policijski narednik Ivan Gradišnik napisal končno ugotovitev poročila. Sumi se, da dr. Levec se že dalje časa peča z odpravljanjem telesnega plodu, ker bi drugače ženske ne vedele tako sigurno, na koga naj se obrnejo. Kot je razkrila obtožnica s konca decembra 1937 proti Antonu Levcu, se je mlada mati odločila za abortus, ker je bil njen sin še majhen in si zaradi moževe negotove zaposlitve ni mogla privoščiti daljše odsotnosti iz službe. Umrla je zaradi vnetja v trebušni votlini in odpovedi srca po dvakratnem pretrganju maternice, ki ga je povzročil nestrokovno opravljeni splav. Zobozdravnik je bil marca 1938 pred mariborskim okrožnim sodiščem obsojen na 4 mesece strogega zapora. V kazenskih spisih iz obdobja med svetovnima vojnama, iz katerih večinoma črpam gradivo za svoje raziskave, je mesto ženske jasno določeno in prepričljivo odraža razmerja med spoloma v tedanji slovenski družbi. Ženska je osumljenka, obtoženka ali obsojenka, kot tista, ki je splavila ali ilegalno opravila splav v nosečnici, kot detomorilka ali vlačuga. O njeni usodi so po vsej sodni in oblastni vertikali na čelu s kraljem odločali moški, saj ženske pred drugo svetovno vojno niso mogle opravljati poklica sodnice, tožilke ali odvetnice. Vse to je raziskovalcem, ki se posvečamo zgodovini prve polovice 20. stoletja, znano in razumljivo. A paradoks, ki nakazuje, kako globoko moške dominacije kljub deklariranju enakopravnosti še zmeraj definirajo družbeno stvarnost, govori o tem, da danes področje družbene zapostavljenosti ženskega spola odpirajo skoraj izključno zgodovinarke, kar to tematiko v zgodovinopisju uvršča med svojevrstne gospodinjske teme. Čeprav, kot smo lahko videli na mariborskem primeru, v temeljih razgalja družbeno drobovje nekega časa in prostora. Če pustimo ob strani učiteljice in redke posameznice, se je prvi val slovenskih poklicnih zgodovinark rojeval pozno, šele v 30. letih 20. stoletja. Sama sem rojena sredi 70-ih, sodim torej šele v tretjo ali v najboljšem primeru četrto generacijo slovenskih žensk, ki smemo zgodovino ne le poučevati, ampak tudi preučevati. Po 20 letih raziskovalnega dela na področju slovenskega zgodovinopisja lahko mirne duše zatrdim, da se je vaj med vsemi družboslovnimi in humanističnimi vedami zavleklo daleč največ mizoginije in predsodkov do ženskega spola. Kajti na nek perfiden način so bile zgodovinarke sredi 20. stoletja sicer pripuščene v nedarje tega starodavnega ceha, vendar le pod pogojem, da so sprejele moške dikcije in poglede na pretekle realnosti. Če teh dominantnih razlagalnih postopkov nismo pripravljene sprejeti,
nam še zmeraj preostane ali samohodstvo, ali druženje v ločenih formih, kjer se lahko po mili volji ukvarjamo s svojimi pozabljenimi polovicami, če parafraziram daleč najobsežnejši in najbolj viden projekt slovenskih raziskovalk preteklosti zadnjega desetletja. Zgodovinarke lahko tam same zase med seboj premljevamo ženske in sorodne gospodinjske teme, medtem ko se resno, torej moško, zgodovinopisje posveča politični, gospodarski, institucionalni, kulturni ali vojaški zgodovini. Slovenske zgodovinarke seveda lahko omejeno prosperirajo tudi na tem polju, kot rečeno le tedaj, ko se odrečajo svojemu posebnemu pogledu, ki v ospredje postavlja senzibilnost za čustva, odnose, empatijo, mentalitete. Ker tak zorni kot ženske narative včasih približa literaturi, jim etablirano zgodovinopisje rado odvzema naravo znanstvenega diskurza. A v resnici šele tovrstni pogledi omogočajo izdatno nalaganje mesa, krvi in tkiv na negibne skelete podatkovja in faktov preteklosti, ki jih ustvarjajo dominantne, torej moške dikcije, v osnovi surovo matematiziranega, pozitivističnega pogleda na preteklost. Ta gre nekako takole. Zanimajo nas dejstva, zgodovinsko dejstvo pa je tisto, ki ga je mogoče dokazati s preteklimi uradnimi dokumenti. Samo pomislimo, kako spačene podobe preteklih stvarnosti prikazujejo tovrstne redukcije. Jasno je, da šele, ko oba opisana principa sodelujeta in dopolnjujeta drug drugega, lahko govorimo o kolikor toliko prepričljivi predstavitvi neke pretekle realnosti. V naslednjih vrsticah bom skušala povedano pokazati na konkretnem primeru in mimogrede pokazati, da razmerja med spoloma v drugi dekadi 21. stoletja v slovenskem zgodovinopisju niso tako zelo oddaljena od tistih, ki jih nakazuje dikcija začetka tega prispevka. Mara Hus je bila po prvi svetovni vojni primorska begunka iz Sežane, ki je do druge svetovne vojne delovala kot medicinska sestra in pisateljica v Srbiji in Makedoniji, ter je leta 1944 umrla v nemškem strelskem napadu na njen dom v Banja Luki, kjer je bila priložnostna partizanska sanitetna postojanka. Leta 1938 je pesnik Matej Bor recenziral eno njenih del, zgovoren zapis, ki najodličneje ilustrira odnos moškega literarnega sveta do ženskih poetik. Takole je zapisal. Od tej knjigi pač ne bi bilo vredno izgubljati besed, če ne bi predstavljala posebne vrste literature, ki se bohotno razrašča po naših družinskih listih, ter polagoma izpodjeda tla kvalitetnemu leposlovju in dobremu okusu. Po večini je to osladna beletrija raznih malomeščanskih gospa, ki prav nedelikatno kolportirajo svoje in tuje družinske škandalčke, doživljaje in izkušnje, zavijajo vse to v dušečo meglo svoje življenjske filozofije ter parfumirajo neprijetni zadah svojih kuhinj in spalnic z blagodehtečimi vonjavami nekakšne katoliške morale. V takih povestih in romanih nastopajo seveda zakonski in nezakonski možje kot onemogli slabiči, pijanci, razvratneži, izprijenci, ki jih njihove žene z nadčloveško požrtvovalnostjo, samozatajevanjem, molitvijo in jokom, globoko besedo in razumevanjem za lase vlečejo z dna moralnega brezna. Končavajo se take štorije, kakor se razume samo po sebi, s kesanjem povratkom izgubljenih, od doma pobeglih mož, ki se razjočejo v krilo svoje boljše polovice in sladko družinsko idilo. Če še povem, da se v nežnih rokah naših pisateljic življenje razceja kakor maslo na soncu, da se njihove osebe duše v zatohlem pseudoromantičnem osladnem stilu, da je njihova psihologija starih babnic pri kavi, da so njihovo najvišje moralno merilo malomeščanske kreposti. Če povem vse to, potem mi ni treba še dalje karakterizirati take in podobne beletrije. Skratka, najpopolnejši šund, neumnejši kot najneumnejši ameriški filmi, osladnejši od najosladnejših romanov nemških družinskih pisateljic. No, dela Mare Hus pravzaprav predstavljajo zelo pomembno referenčno točko emancipacije tedanje ženske literarne ustvarjalnosti, ki ni vidna v njenih tematizacijah, saj Mara Hus v svojih besedilih ni neposredno odpirala vprašanj ženske enakopravnosti, temveč v načinu, kako samoumevno si je prilaščala položaj pisateljice. Ne iz kakšnega kljubovanja vgrajenim moškim dominacijam, temveč zato, ker je bilo pisanje, pisateljevanje neodtuljivo zraščeno z njenim bistvom. O Borovem besednem izpadu je molčala,
zakaj lahko le ugibamo, čeprav so kritiki pogosto opažali, da njen molk kraljuje in v bistvu izraža sodbo nad neurejenim svetom. Leta 2016 sem bila sama deležna podobno prostaškega napada zgodovinarskega kolega z dikcijo presenetljivo podobno Borovi. Recenzija je bila objavljena v slovenski znanstveni publikaciji, s čimer je bilo precej povedanega tudi o slovenskem zgodovinopisju. Njen avtor, s katerim me nikoli ni družilo kaj več od vljudnostnih fraz, je ta moje delovanje najprej okrcal s karierizmom, tem cenenim, klišejskim, a vendar zmeraj priročnim patriarhalnim očitkom tistim ženskam, ki v polja vzpostavljanja moških avtoritet in identitet posegajo na nemoške načine. Nato je zgodovinar veličastno opisal točko dominacije, s katere lahko moški tudi, ali bolje rečeno spet, v 21. stoletju z enim samim zamahom diskvalificira žensko ne glede na njen socialni, izobrazbeni ali poklicni položaj. Takole je zapisal: o njenem hitrem vzponu z dna ne bi izgubljal besed. Še v nadaljevanju je ostal zvest takšni zastavitvi zapisa, v katerem je moje delo imenoval znanstveno samo v navednicah in z vprašajem in je napovedal kritiko v vojaškem slogu. Tarča moje kritike bo. In takole nadaljeval: od nje sem tudi zaradi hvalisavih napovedi avtorice pričakoval več. Ali nad njeno plehko erudicijo nikakor nisem navdušen. Ali ob naravnost zgroženem zavedanju, da avtorica mojih skromnih znanstvenih dosežkov sploh ne pozna. Ali avtorica ob samopromociji svojega dela v okviru slovenskega zgodovinopisja uvaja nov pojav, ki mu s tujko pravimo egotizem, ali po domače pretirano poudarjanje samega sebe. Ali čudaški samopromociji bi se vsaj prihodnje morala odpovedati. Ali v pisanju je sicer vešča, ima pripovedni dar. Malce preveč literarno zveni. Na ženske gleda preveč z današnje perspektive. Res je nekaj posebnega, unikatnega, se njena domišljija mestoma prekorači pravo mero. Morda pa želi ostati ena in edina, posebna zgodovinarka. Kako daleč smo torej v slovenskem zgodovinopisju od vzdiha sester Brnte, ki so v 19. stoletju ugotavljale, da v primeru moških avtorjev recenzenti ocenjujejo njihova dela, v primeru avtoric pa ubirajo njih same. Spomnimo, da je Matej Bor leta 1938 prav tako začel svojo recenzijo knjige Mare Hus z besedami, da od tej knjigi pač ne bi bilo vredno izgubljati besed. Pa se potem ne on, ne tiste leta 2016 nista mogla ustaviti v žaljenjem gnevu ob občutju neupoštevanja lastne pišoče osebnosti. Ob siceršnjem prepričanju, da tovrstni zapisi najbolj prepričljivo nastavljajo zrcalo predvsem človeškemu potencialu svojih avtorjev, sem se sama odločila za molk predvsem zaradi občutka dolžnosti do preteklih in prihodnjih generacij žensk. Saj bi vstop v takšno polemiko pomenil pristajanje na mizogine nastavke osupljivo ponižujočega diskurza. Ni izključeno, da je iz podobnih vzgibov za molk se odločila tudi Mara Hus, ko je prebrala recenzijo tedaj še neslavnega pesnika, ki je bil direktor, akademik in predsednik pisateljskih združenj šele potem, ko nje ni bilo več med živimi. Ni dvoma, da bi tudi pričujoč prispevek ob morebitnem srečanju z relevantnimi zgodovinarskimi krogi slej ko prej izvenel kot nesrečen, rahlo histeričen izpad ženske srednjih let z napredujočimi hormonskimi spremembami. Tovrstnim nagibom je skorajda nemogoče ugovarjati, saj so intimni intelektualni zadržki do ženskih narativov le redko izrečeni tako na glas, kot je bilo to prikazano v zgornjih vrsticah. Imejmo torej v mislih bolj ali manj prefinjene, bolj ali manj vljudne, bolj ali manj pokroviteljske, vsekakor pa dolgožive postopke korigiranj, nadziranj in zametovanj ženskih glasov, ko iščemo odgovore na vprašanje, zakaj pišoče ženske slovenskega prostora ne razvijajo v polnosti svojih ustvarjalnih sil. Kakorkoli že se bo v prihodnjih desetletjih razvijalo slovensko zgodovinopisje, nekaj je jasno. Ženskim zornim kotom in perspektivam, zgodovinarkam v 21. stoletju ni in ne bo dovolj, da so milostno prepuščene v zgodovinarski ceh, temveč zahtevajo in bodo zahtevali afirmacijo pogledov in tematik, s katerimi se ukvarjajo pretežno zgodovinarke in zato v zgodovinopisju kotirajo kot gospodinjske, saj le te v enaki meri opisujejo in pojasnjujejo stvarnost kot tradicionalne, torej moške, zastavitve zgodovinopisja. Hvala lepa.